drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na prvem rednem mesečnem predavanju v letu 2020. Veseli me, da ste se po veselem decembru, ko je bil obisk našega zadnjega predavanja, recimo da temu Komaru, v tako velikem številu odzvali našemu vabilu na predavanje, za katerega mislim, da bo izredno zanimivo, na podlagi arhivskih virov literature, zlasti pa zanimivih pričevanj domačinov, bomo namreč spoznavali preteklost in življenje kmetov v vasi Prašen pri Kranju in prisluhnili bomo današnji predavateljici, gospe Marjeti Žebovec, ki je profesorica slovenskega jezika in pa diplomirana etnologinja in koliko je razbrati iz priloženega življenjepisa se z problematiko ukvarja že kar nekaj let. Zanimivo pa je zapisala, da je od leta 2013 samozaposlena v kulturi, ukvarja se s uredništvom, z redakcijo besedil, predvsem pa tudi z interpretiranjem kulturne dediščine, zato mislim, da nas čaka zelo zanimivo predavanje. Prinesla pa se bo tudi knjigo, ki jo lahko potem v dogovoru z njo po predavanju tudi kupite. Kot je to že v navadi, sledi predavanje, na to pa je čas za vaše vprašanja, komentarje, razpravo, vendar pa kot po navadi je naše predavanje tudi snemano v sodelovanju s projektom Sistoli, zato vsi tisti, ki se boste priglasili k besedi, boste del tega posnetka in ovekovečenja v svetovnem spletu, tako da toliko bo pozorilo. Dobar dan. Ker sem tudi navdušena bralka leposlovja, bom začela s pesmijo. Ampak ne Simona Jelka, ki je tudi živel kar precej vprašan, ampak Marije Kern, Nandetove Minke iz Praš, ki je ob obletnici smrti Simona Jelka napisala pesem Moja domača vas. Bodi pozdravljena, vasica domača, pogosto se k tebi misel mi vrača, kjer med Soro in Savo polje leži, že zdavnaj pustila otroštva sem dni. V cvetju, zelenju spomladi dehtiš, poleti v žitu kot morje valoviš. Jeseni nasuješ obilen na vsak, po zimi čakaš spet novo pomlad. Tu Jenko občutke v pesmi je tkal, Soškega polja poet je postal. Domovini posvetil najlepše od njih, v dano jo ljubil je slekrni dni. Zdaj v zemlji domači počiva mirno, od nas pozabljen nikoli ne bo. V strugi globoki še Sava se bije, tiho še teče, mine, vse mine. Ja, in zdaj vas verjetno zanima, zakaj knjiga o vasi, ki šteje približno 60 hiš. In torej kakih 200 prebivalcev. Začelo se je s tem, ko je moji prijateljici Martini umrl sin, majhen več kot 40 let star, in je začela brati domovnanske knjige. Potem je pa začela razmišljati, sej vprašati moramo pa tudi veliko zanimivega, zakaj ne bi to bilo dostopno širši javnosti. No, to na sliki so Praše, slikane z drona. In potem me je pritegnila s svojim navdušenjem in ko sem začela brskati, seveda, najprej se lotim starih časopisov. Hvala Bogu, je zdaj vse dostopno na digitalni knjižnici. Našla sem marsikaj zanimivega, potem sem poslušala njo, potem sem brala knjige Pavleta Blaznika o loškem gospodstvu v srednjeveških urbanih, je bilo tudi veliko zanimivega. Potem pa, ko sem začela obravnavati posamezne kmetije, kakor mi jih je ona predstavljala v zvezi z življenjem v zadnjih desetletjih, nekateri so se spomnili tudi že, oziroma so vedeli, ker je izročilo živo, so vedeli tudi za dogodke 100 let nazaj,
pa so vedeli, odkot so njihovi daljni predniki prišli. In potem sem našla tudi veliko zanimivega o statusu animalov, ki je sicer v zasebni lasti, ker so ga med drugo svetovno vojno, oziroma tako, Nemci so hoteli vse uničiti, kar je bilo v župnišču. In je nekdo, ki je sicer bil zaposlen v župnišču, vse te stvari odnesel domov in jih tako rešil. Sicer jih hranijo še vedno v zasebni lasti, ampak v digitalni obliki mi je bil pa ta status animalov dostopen. In je not veliko zanimivega. Precej uporabnega je tudi v knjigi Kranjska dekanija, nekaj takega, Josipa Lavtižarja. Pa Franc Kokoren je tudi veliko zanimivega in koristnega ohranil za naslednike. Nekateri mladi so se tudi študijsko lotili domače vasi. Tako je na primer arhitektka Maja Jenko Sočan v svoji študijski nalogi obravnavala domače vasi, se pravi od Podreče do Jame z arhitekturnega vidika. Pa Lidija Stenovec je pa geografinja in je marsikaj v zvezi z vodo in temi stvarmi pojasnila v svoji diplomski nalogi. Mavčiče ležijo na Soškem polju, na vzhodnem robu Soškega polja. Prav ob robu ležijo te vasi od Podreče do Brega in pri Prašah se je dalo vedno priti do Save. Verjetno poznate Gorenjsko toliko, da veste, da je bila ta soteska zelo globoka, pravzaprav je bila debel, dokler ni bila zgrajena elektrarna Mavčiče. In še zdaj je ponekod zelo strma, ampak ni pa več taka debel, kot je nekoč bila. In pri Mavčičah, pri Prašah, je bil pa teren tak, da se je dalo priti do Save in potem čez Savo, ker je bilo tudi v Trbojah na drugi strani primerno, da se je dalo priti spet nazaj na ravnino. No to smo že povedali. Tla Soškega polja so rodovitna, klima je pa predkovitna, kar sicer pomeni, da je ravno prav namočeno, ampak problem dalje pa v tem, da je pod plastjo prsti, da so pod plastjo prsti debele plasti probnih nanosov. Še ledeniških in potem že od Save, tako da voda hitro ponikne in se kmetje velikokrat ubadajo s kmetijsko sušo. Kar se tiče življenja na tem koncu v preteklosti, je že precej raziskano in so tudi našli zanimive stvari. Predvsem so iz ostankov ugotovili, da so bile tukaj pomembne prometne poti. Že stari Rimljani so jih imeli, predvsem so pa ugotovili, da so iz Poljanske doline skozi ta konc hodili potem proti Cerkljam in tam naprej proti Gorenjski. Prva pisna omemba je seveda 973 leta, ko je cesar Oton II. Z darilno listino podaril to območje frajzinškemu škofu. Večina območja je bila podarjena junija 973. Praše, tukaj, ko vidite tist štrcen ven, tam so Praše pa del Jame. To je bilo 21
In mislimo in marsikdo misli, da je in verjetno, da bo to tudi držalo, da se je frajzniškemu škofu šlo za to, da bo imel dostop do Save. Ker tukaj se pride do Save, ne? Potem ima do Save še malo naprej, se pravi tam pri okroglem, ampak ne vem, da je videti to dobro, da bi lahko rekla, ki je isto okroglo tam pri Nakli. Poselitev je iz Blaznikove knjige Roško gospodstvo, ta slika. Torej, vprašati je bilo 13 kup, se pravi velikih kmetij. Skozi stoletja so se razvile na teh kmečkih progah še kajže. Na začetku je bilo treba tudi to kolonizirati, ker je bilo premalo že naseljenih prebivalcev in ta kolonizacija je trajala do približno 14. stoletja. Poznate verjetno knjigo Gorenjske družine v 18. stoletju. In tukaj sem napisala, kaj sem pogrešala v tej knjigi. Namreč domačih kmečkih imen, imen domačih v tej knjigi. In tukaj, ko se vsi pišejo Jenko, skoraj vsi pišejo Jenko, je bilo nemogoče ugotoviti, iz katere hiše je, pa tudi hišnih številk ni bilo, ničesar oprijemljivka, da bi človek lahko rekel, ja, te so bili iz te hiše, te iz te in tako naprej. In zdaj smo pa že pri tem, kar je mene dejansko najbolj fascinirano. Že stoletja in stoletja živi v tej vasi ljudsko izročilo, da vse kmetije izhajajo iz ene. Bil je oče, mogočen posestnik, ki je imel 10 sinov in je pravzaprav zajemala njegova kmetija v bistvu toliko kot zdaj skoraj cela vas. In potem je tem 10 sinovom razdelil zemljo, tako da so lahko dostojno živeli od tega. In še vedno se ve, katera kmetija je Mihovtova, čeprav so po drugi svetovni vojni odšli v Argentino. Gregorjevi še delujejo, Tomaževi je družina izumrla, Martinovi so še vedno močna kmetija, Andrejcevi še vedno močna kmetija, Primoževi tudi, po Ožbeju se je kmetiji reklo Ožbin. Ta družina je prodala svoje imetje še pred zemljiško odvezo. Pri Šimnu se še vedno reče, iz imena Lovrenc se je pa razvilo domače ime Urenčk. In Simon Jenko je bil Urenčkov. Urenčkov Šiman ali pa Šmonca, kot so mu tudi pravili. Ta družina je tudi po drugi svetovni vojni odšla v Argentino in so za to knjigo poslali iz Argentine nekaj starih fotografij. Pa še eno izročilo je zelo fascinantno, namreč, kot sem prej povedala, se je pri Prašah dalo priti do Save in potem čez. In v Prašah so še vedno prepričani, da ime ne izhaja, kot piše v etimološkem slovarju slovenskih geografskih imen, da izhaja iz Prahe in tako naprej. Oni so prepričani, da izhaja ime iz tega, da mora človek vprašati, kje se gre čez Savo. Oni so o tem popolnoma prepričani. Torej, podatki v urbanih kažejo, da so pridelovali te stvari. Zanimivo je, da so še v 14. stoletju pridelovali hmelj in imeli pivovarno. Še vedno nekateri čebelarijo,
redijo živino, čeprav je živinoreje manj kot zelenjadarstva. Pridelujejo zelenjavo v kar velikih količinah. Seveda, od Marije Terezije naprej pa do pred nekaj desetletji je bilo zelo veliko krompirja v vasi. Zdaj ga izpodrinja čebula, zelenjava in tudi žito, seveda tudi žito še vedno. No in ko sem prej omenila status animarum, pri statusu animarum sem dobila kar precej pomoči, ker sama ne znam niti pisave, niti jezika tako dobro in sem to pomoč dobila. Hvala gospod docentki in sicer tukaj neprisotnemu magistru Stanetu Okolišu, sta mi veliko pomagala. Ta družina, ki jo imate zdaj tukaj na pladnju, je kupila Šmanovo kajžo. Šman je iz imena Šimen, Šman domače ime. Je kupila Šmanovo kajžo in potem dokupovala in dokupovala. Je pa to družina te Martine, moje prijateljice, ki me je potegnila v ta projekt. Njen stari oče je bil pa kolar. In to tako dober kolar, da običajno so morali potem kolesa peljati Kovaču, da jih je obil z železom. Njegova kolesa so pa kar dali na voz in so peljali voz do Kovača. Se pravi, je bil res zelo dober. Imel je seveda tudi veliko vajencev, ki jih je tudi temeljito naučil, kako in kaj je prav. To je pa, no še to sliko, to je Julijova kašča. To je najstarejša zidana stavba na tem bregu Save. Stara je približno 500 let. Pravijo, da je bila zgrajena na začetku 16. stoletja in pravzaprav nikoli ni resnično nihče stanoval noter. Nekaj časa sta dva brata živela in kot vidite, tukaj so očitno to hotel narediti, da stavba, ampak ni. In tudi tale vodnjak, ki ga vidite pod Kostanjem, je že kar precej 100 let tukaj. Žal se nekako ne morajo toliko skrb vzeti, po domače rečeno, da bi iz te stavbe naredili kaj tako konkretnega, da bi bilo za širšo skupnost. To je odlomek iz naloge Maje Jelenko, Sočan. Temeljito je obdelala stvari, ampak mislim, da zdaj nimamo časa prav za ne vem, kako temeljito obdelavo. Tukaj pa lahko vidite, da te hiše še vedno stojijo tako, kot so stale pred stoletji. Se pravi, z zatrepom na cesto in potem dve vzporedni poslopji. Najprej stanovanjska hiša, potem hlev. Nekako v začetku 19. stoletja so začeli postavljati zidane hiše, prej so bile lesene. In potem nekje, mislim, da imam še, ali pa nimam več tisti. Ja, se pravi, ta hiša, ki je za tistim krmom, ta je iz začetka 19. stoletja. Potem zraven so še novo naredili, to imajo pa še bolj za ropotarnico, recimo temu. Hlev je pa tudi ta star še v uporabi. Ja, in potem pridemo do 19. stoletja, ko so se pa začele zadeve močno spreminjati. No, še to naj povem, da do približno 15. ali pa začetek 16. stoletja so kmetje na Soškem polju živeli kar dokaj kakovostno. Bilo je točno določeno, koliko so dolžni zemljiškemu gospodu. Zemljiški gospod je imel tudi svoje obveznosti do njih.
in je imel tudi določeno, da jih ne sme preveč pribijati. Ampak potem, takrat, ko so se pa začeli turški upadi, pa Beneške vojne, pa tako naprej, so se pa začele stvari podirati in so tudi kmetje po svoje pokazali, da jim to ni všeč. In so se začeli upirati. So se tudi združili, ne samo tisti na Soškem polju, tudi v Smedenku in tam naokrog. Tako da je bilo kar precej pestro, po domače rečeno. Svoje je naredila Marija Terezija, ki mislim, da ji res lahko priznamo, da je bila dobra vladarica, da ji je bilo mar za ljudstvo, sploh potem, ko je ukazala krompir saditi. Če ste prišli kdaj v Šenčur, lahko sredi vasi vidite njen kip, kako drži v naročju krompir. Potem pa je prišla marčna revolucija 1848, ki so jo sprožili kmetje in so kmetje tudi zahtevali, da se stvari spremenijo. Predvsem so hoteli osebno svobodo in da so postali lastniki zemlje. Seveda, to je pa dolg postopek. Najprej so postavili provizorični deželni zbor, ki je kmalu razpadel in so svojo vlogo prevzeli v Ljubljani spet deželni stanovi. Treba je bilo pa na Dunaju poslati poslance, da so tam sestavili državni zbor. In Slovenci smo imeli nekaj zelo takih pametnih možakarjev in jaz sem prav ponosna, da je bil eden od njih, tale Matija Kavčič, ki je ta prvi napisan, je bil doma iz občine, v kateri tudi jaz zdaj živim. Rojen je bil v Medvodah. Njegovi sorodniki so bili Vojtovi, ki so še vedno v Medvodah in so ponosni na svojega prednika. Bil je pravnik in je bil potem izvoljen v Dunajski državni zbor, kjer ga je, še tiste volitve prej, malo pogledamo. Volitve za državni zbor so bile pa, da najdem, da. No ja, v glavnem, tedanji svetniški okrajni komisar Mihael Ambrož je v kmetijskih in rokodelskih novicah objavil članek, kakošne poslance bomo za Dunaj volili. In je napisal takole. Če si sicer volite kakega župana, rihtarja, prisežnega moža, povejte mi, na kakošne može cikate. Najbolj poštene in umne može si izbirate in to je prav. Kolikor bolj pa je potreba za Dunajski veliki zbor ne le poštenih, umnih, temveč tudi učenih, podeželji dobro znanih in sploh takih gospodov izvoliti, kateri prvič dobro po nemško pisati in govoriti umejo, drugič, da imajo natanko vednost, ne le od tlake in desetine, od gospodskih davkov, prepisov, desetega denarja itd., temveč od vseh reči, katere vladarstvo ljudstvo tičejo, namreč od postav vsakih zadev, od kupčije po deželi in po morji, od šolskih reči in učenišč, od mitnih pravic, od sodba, od sodbinih in kaznovalnih bogov, od cene in veljavnosti našega domorodnega jezika, od srenskih potreb, od dozdanjih ravnav drugih dežela našega cesarstva, od pridelkov naše domače in druge tuje dežele, z eno besedo, ti gospodje morajo biti jako prebrisani. Tretjič, da znajo dobro glasovito besedo zastaviti, se po nemško odrezati, da je kaj. Zakaj v tem zboru bo treba sred kakih 400 možakov govoriti? Ker pa druge dežele slovenskega jezika ne razume,
se bo moglo vse po nemško govoriti, pa ne tako govoriti, kakor vam kak zakoten pisač prav široko poveza, ampak kakor pogumen govornik, s pametjo, iskreno, kakor v cerkvi na prižnici. Četrtič, da so pošteni, častivredni in častiželjni možje, katerim je ljubši poštenje, kakor v svet. Zakaj to se ne sme zgoditi, da bi se dali od poti pravičnosti na kako vižo premakniti, ne tako, kakor po kmetih, če kdo za kak poten prosi, pa župana in prisežne može pred v krčmo pelje, preden v kanclijo gredo. Jim je napisal dobro, ne? Kandidatov je bilo 27, Kranjska je izvolila 10 poslancev, od teh je bilo 6 izobražencev, 4 so bili kmetje in gostilničari še tudi. Tale gospod, zdaj mi je pa iz glave ušel. Krošelj, ki je disertacijo o zemljiški odvezi napisal, je ugotovil, da so bili vsi zelo redni na sejah, kaj več so pa sodelovali Kavčič, Ulepič in Ambrož. Ja, da se piše. No, in na tega gospoda Ambroža sem tudi ponosna, ker je bil, jaz sem namreč Smedanka doma, ne? Tako da te vedeli, zakaj sem ponosni, da je bil on tako dejaven. Potem, ker sem prebirala o njem, ko malo v parih zapisih, verjamem, da je bil res fajn človek. Se pravi, pred odvezo so imeli svoje dolžnosti tako podložniki kot tudi zemljiški gospodi in vse to je bilo zapisano v urbanih. Ne vem, koliko ima smisel, da te stvari govorim, verjetno vi vsi te stvari predvsej bolj poznate kot jaz. Dajatve so bile zapisane v urbanih, so bile urbarjalne, dajatve v ožjem smislu, poleg teh pa so tudi druge, naprimer primščine ali laudeni. Razlika je bila v tem, da so bile prve, se pravi urbarjalne, so bile stalne, druge pa priložnostne. Zemljiške dajatve so plačevali v denarju ali v naravi. In svoje obveznosti so morali poravnavati redno. Če tok in tokrat ni plačal svojih obveznosti, ga je lahko zemljiški gospod preprosto spodil iz njegove zemlje. Imeli so pa tudi pravice, da so lahko pobirali suhljad v gospodarjevem gozdu, v gozdu zemljiškega gospoda, da so pasli živino tam, kjer je bilo njegovo. Skratka, tudi zemljiški gospod je moral tudi poskrbeti za zdravje svojih podložnikov. Zdaj, nekateri so to uresničevali bolj tudi manj, to je vedno bilo tako. In po zemljiški odvezi, se pravi, po vsem tem, ko so se na Dunaju odločili, da to bodo speljali, je bilo najprej določeno to, da za leto 48 je treba še vse plačati, za 49 pa potem že ne več vsega. In poslanci so se zbrali v Dunajskem državnem zboru in prav predlog Matija Kavčiča, ki je bil pravnik in se spodobi, da je kaj pametnega spravil, je bila sprejeta zakonodaja, ki je omogočala kar dostojno preživetje kmetij, ki so res delale. Zdaj, jaz sem prepričana, tako kot sem zdaj tele praše skozi prišla,
sem prepričana, da je lahko vsaka kmetija, ki je delala tako, kot se spodob, normalno plačala vse te obveznosti. Imeli so preračunano dosti solidno. In če so preračunali, koliko plačajo zemljiškemu gospodu in koliko morajo plačati za zemljiško odvezo, so pogruntali lahko, da se jim to v parih letih splača. Da so na boljšem. Čeprav ja, bili so pa še vedno razočarani nad tem, da so morali še tudi po zemljiški odvezi plačevati davke. Temu se pač v organiziranem svetu, recimo tako, ne da izopeti. Največja pridobitev je bila pa seveda lastnina, da so bili lastniki zemlje, ki so jo obdelovali, pa da so bili osebno svobodni. Predtem so morali zemljiškega gospoda posebej prositi, če gredo lahko kam drugam živeti, zdaj so se pa sami odločili, kako in kaj. Ja, prvo zasedanje tega novega državnega zbora je bilo 22. julija 1948. Njegov je bil pa, zakon, končni predlog je bil pa izglasovan 31. Tukaj imamo pa zdaj, oziroma prvo, tretjo pa četrto stran sem dala sem gor. Blaznikova tiskarna je izdala preudarek, kako naj se na Kranjskem izvede zemljiška odveza. In o tem preudarku so zelo natančno opisali celoten postopek. Ta zadeva je na digitalni knjižnici in se mi zdi, da je super, da je tam. Tole je še gospod Krošelj napisal. Tako tedaj vidimo, da je Kavčič s svojim prepričanjem, svojim strokovnim znanjem in svojo zgovornostjo neposredno odločilno vplival na vsebino in obliko zakona o zemljiški odvezi. Celoten namen pa razlaga takole. Po teh določilih je bil namen zemljiške odveze, da razveže podložniško razmerje tako v osebnem, kakor tudi v stvarnem oziru. V osebnem oziru je torej zemljiška odveza odpravila podložništvo kot tako in to brez ozira na bremena in obveznosti, ki so izvirale iz morebitnega zemljiškega posestva. Enako je tudi odpravila sodno in upravno funkcijo gospodske, vkolikor in kjer je še sploh obstajala. V stvarnem oziru je ukinila vrhovno lastništvo gospodske nad zemljo, pa če tudi je izvirala iz kakršnih koli podložniških pogodb, razveljavila večine podložnega zemljišča sedržečega bremena, dajatve in služnosti, vkolikor so izvirale iz podložniškega razmerja, enako vse iz zemljiško-gospodskenega vrhovnega lastništva, iz desetinskega, zaščitnega ali selskega poglavarstva, izvirajoče naravne, delovne ali denarne pristojbine, vključivši vse vrste primščine. Jaz sem se potem, ko sem zemljiška odveza me je zelo potegnila. Slišala sem že večkrat, da nekateri postavljajo začetek slovenskega razkola v čas zemljiške odveze. Namreč, nekateri so lahko plačali, drugi niso mogli plačati in so se začeli nasprotja, bila je flušija. Ne vem, mogoče res, ampak tukaj vprašati so vse kmetije to plačale.
Je pa nekaj zelo zanimivo. Mogoče bi dala kar tole knjigo naokrog, ker te tabele, ki sem jo sestavila, nisem prenašala na projekcijo, ampak je samo tukaj v knjigi. Lahko gre naokrog. Pač iz teh dokumentov sem potegnila ven številke, koliko je bilo treba za to, koliko so naračunali za to, koliko za to, koliko za drugo. In potem, ko sem pa v glavni knjigi dobila podatek, koliko so skupnega plačali, je bila pa številka veliko nižja, kot pa če bi človek res vse seštel. In dejansko Krošelj razlaga, da zato je bilo treba dati primerno odškodnino. To je en pravniški termin, ki ga jaz ne poznam. Nekaj so odkupili, približno tretjine pa ni plačal nihče. In mislim, da se, če potegnemo skupaj te stvari, da se to nekako sklada. Nisem pa našla podatka, kam in komu so plačevali tisto, kar naj bi dali podružnični cerkvi Svete Magdalene, ki jo imajo v vasi, in kateri sta sicer pripadali dve kmetiji, ampak v tem dokumentih sem našla podatek, da je tudi vsaka druga kmetija morala nekaj temu dati. Zdaj, ali so to plačevali, ne vem, komu so to plačevali. Tega podatka nisem dobila. No in tukaj je potem še glavna knjiga. Zanimivo mi je bilo to raziskovati. In seveda tukaj se zelo zahvaljujem gospe docentki, da mi je določene stvari razložila in da sem sploh lahko to naredila. Nihče vprašati ni tega plačal takoj, torej leta 1948-1949. Prva je plačala kmetija Parjenk, ki so plačali 1856 leta, večina 1875. Ena kmetija, večina je 73, ena kmetija je pa plačala 1875. In zanimivo, kako se je tukaj tudi ohranjalo ljudsko izročilo. Namreč, sedanja lastnica hiše, kjer se reče Parjenk, je trdila, da je bila njihova kmetija svobodna. Ampak tega v dokumentih ni. Očitno so tako preoblikovali to domačo zgodbo, da se je izgubilo to, da so prvi plačali in iz tega nastalo to, da so bili svobodni kmetje. Likvidacijo odškodninskih zahtevkov je prevzela blagajna za zemljiško odvezo v Ljubljani, ki se je leta 1851 spremenila v deželni krizni zavod, imenovan Direkcija Fonda za zemljiško odvezo. Ta institucija je pred državo, kronovino in zavezanci veljala za upnika, pred upravičencem pa za dolžnika. Vsak upravičenec je dobil od blagajne oziroma Fonda za zemljiško odvezo plačilni list na svoje ime in na ime odvezanega zemljišča. V te plačilne liste so opisovali plačila odškodninske rente, ki so jo začeli plačevati 1. novembra 1848 z veljavnostjo za nazaj. Zavezanci so morali redno plačevati kapital in rento. Krošelj piše o tem, plačilo rente se je pa mogel zavezanec odtegniti popolnoma, če je pred končnim želniško-odveznim postopkom izvršil plačilo na račun odškodninskega kapitala, isto tako tudi,
če je vplačal po dovršenem zemljiško odveznem postopku celoten kapital, deloma pa, če je vplačal po dovršenem zemljiško odveznem postopku na račun kapitala znesek, ki ni smel biti manjši od 20 goldinarjev konventualnega novca, ne? Ali pa kateri mnogokratnih števila 20. Znesek, ki ni bil delil z 20, se je zaračunal samo kot plačilo rente. Vsi tovrstni plačilni nalogi in opravki so se vršili za vsako četrtletje naprej. Koliko je zdaj bila? Potem je že kar čas. Zdaj, vključujem je še marsikaj drugega, še o svetovnih oziroma o obeh svetovnih vojnah in o osamosvojitveni vojni, kar je. Poleg Simona Jenka je predstavljen tudi njegov brat Ivan Jenko, ki je bil profesor slovenščine v Gorici. Prvo leto je bil profesor v Kranju na Kranjski gimnaziji, potem je bil v Gorici. Bil je pa tudi pesnik in je izdal eno pesniško zbirko, ima tudi nekaj zelo dobrih pesmi. Ena babca je tudi predstavljena noter, ki je bila, kot zdaj mladi rečejo, legenda. Predstavljen je tudi Marko Juhant, za katerega ste verjetno tudi že slišali. Pa še nekaj takih časopisnih člankov, ki kakšno stvar predstavijo v posebni luči. No, mogoče bi od teh stvari, ki sem jih dobila v časopisih in živijo tudi še v ustnem izročilu, bi omenila govejo kugo, ki je morila živino v prašah. In tam je, v časopisih je ohranjena cela zgodba, kako je prišla, kako se je širila, skratka, zanimivo. Ne, Davor Jenko je pa iztrkal. Mende, da niste na čušljali. Noben mi ni tega rekel. In tudi dejansko v statusu animalu ni nikjer nobenega Davorina. In tudi ni napisano, da bi se kdo iz te družine Vrenčkove, da bi se poročil v Cerklje. V 19. stoletju sem poiskala podatke. In te poiščete, bi jaz samo govorila, zemljiška odveza je zelo kompleksna tematika. Jaz posebno urejam sicer to gradivo, Deželne komisije in še teh drugih pravnih oseb za zemljiško odvezo, ampak moram reči, da pravzaprav ne razumem, kako to v resnici potekalo in zato sem bila to bolj, me je zanimalo, kako boste prišli do rezultatov, ampak ugotavljamo, da je še vedno veliko vprašanje. Veliko vprašanje, ja. Tako da ne vem, kako je kolegica Alenka Kačičnik raziskovala. Ker Krošelj, vse veste, kako je, zgodovinarji vemo, beremo literaturo, potem gledamo gradivo, pa nekako včasih se razhaja stvari, tako da... Ja, spomladi 1873 je bila goveja kuga. Ja. Se jaz mislim, da se niti ne da vsega popolnoma rekonstruirati celotnega postopka. Gotovo je šlo tudi kaj čisto po ustnem izročilu. Ne vem, mene najbolj zanima, kako so te dajatve cerkvi odrajene. Ker tega podatka nisem nekje. Tisto, kar je bila glavna knjiga, tisto se je približno skladalo s tistim,
nekaj je primerna odškodnina, nekaj je odkup, nekaj se pa niti ne plača in potem tista vsota, nisem sicer natančno preračunavala, ampak na približen bi nekako šlo. So pa imeli sigurno tudi še te popuste, pa one popuste. Tako da po mojem, da so v bistvu kmetje kar dobro izkušnji. Nekaj fond zemljiškega gospodstva pogledati pa primerjati. Verjetno, ja. Verjetno. Tako da deziderat za Mogoče, zdaj mi je prišlo na misel. Lazarinijevi imajo zelo dobro urejen arhiv. Mogoče imajo tudi v zvezi s tem kaj konkretnega. Zdaj, okolikor ni vprašanj, vas tudi ne bomo zadrževali in silili, ker razprave mora biti, ko bodo kamere izklopljene, boste sami pristopili avtorici knjige in tudi današnji predavateljici in jo povprašali na 4 oči. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za tole zanimivo predavanje. Hvala vam vsem za udeležbo na današnjem predavanju. Sedaj, ko ste že v naši hiši, vsi tisti, ki ste gostje, ste dobrodošli, da se sprehodite nad stropje nad nami. Na ogled namreč postavljamo arhivalijo meseca, ki jo pripravlja kolegica Škofjanec, posvečeno gluhim in naglušnim in njihovemu izobraževanju v 19. stoletju. Na ogled je pa tudi razstava ob 100-letnici delovanja šole za slepe, centra Iris danes, ki deluje na Viču, pri kateri prav tako Arhiv Republike Slovenije sodeloval. Vabimo vas pa ponovno v četrtek 30. januarja v 11. uri na predstavitev knjige o delih na papiru in pergamentu, ki jo boste predstavili v rednici. Naša kolegica v pokoju je tudi Pivec in pa dr. Nataša Volok. Tako da lepa hvala za obisk.